Precej lahke, sandvič. Je pa tukaj seveda, ker to je zelo majhno veliko pomoče. Madejno. Ko te odbiješ žogcu, bi mogel čutiti silo. Če slučajno ne čutim, to pomeni, da je nekdo prej potisnil motor v varnostno legnice, varnost je gasno, kaj je spočil nazaj. Kde je roga lahko? Niži. Te roboti se dosti uporabljajo v medicini, zdravniki operacijo, da je operacija bolj uspešna. Uporablja se lahko tudi za operacijo na daljavo, ker je en zdravnik iz Amerike prek enega podobnega umestnika operiral nekoga v Evropi, ki je nadzoroval enega robota. In potem take stvari se uporablja tudi recimo pri kakih bolj preciznih stvareh, precizna popravila, kjer bi mogel vsa razdreti se. Najprej senzorem preveriti, ker na levo ima induktiven senzor, pogleda, če je obesek, ga pride z vlakom prijemalen, se premakne v to pozicijo, signalizira temu, da je tam, da začne reskati, konča z reskarjem, se mu omakne in ta nazaj postavi in spet čaka, da jim potisne. Zdaj, robota sta 6-8 industrijska robota firme Schäuble, vseh ima tale recimo nos 3,5 kg, lahko 1,7, zdaj 20 kg težak, tale 50. To je v čisto nekako prikaz, da je industrijska aplikacija, se pravi robota sprogramira za eno nalogo in bo to ponavlja. Imamo tudi varnostno skakal, če odprem vrat, da se bo zadeva ustavila. Na vrh gor je pa reskaler motor, zdaj se vrti. Kaj? On nima na robotu. Ne, on je tako univerzalno, to primarno, da tu krvava. Se pa zaradi tega zmerom na istem mestu ustavijo. Tole kompunci pokazal, bo čisto noro. Te bo izkopal ne bedalje. Ne drži več roke, kot da bi mogel, da tudi zdaj to misli, da bi mogel. Ja, malo je že utrujen, cel dan je že požgan in je precej sekret. Proba sledi temu, ampak... Enkrat nam je polov tudi so. Pa ti boš tole kodo poskeniral, tako je zraven, zdaj gledaš, kaj tako je po koncu. Evo, zdaj vam zazna, ne? In mi imamo v bistvu kodo spisano v MATLAB-u. Ste že slišali za MATLAB? Ali pa recimo C++ ali pa karkoli. To poznam, ja. V bistvu eno od programov, odložilo je tam. Zdaj pa še ti poskeniri. Čak sem nekaj naredimo. Tole, ok, super. Torej, tukaj
ima vakuumsko prijemalo, ne? Zdaj imamo zrak na talan in on pač to zagrabi. Se lahko tako izgleda programček pri tem robotu. In recimo bomo zdaj napisali čist nekaj lahkega, da se sam tako med dvema točkama premika, ne? In boste videli, kako je to enostavno na tem umestniku narediti, ne? Damo ukaz move in onem ter že kar sam v program, v bistvu vse, mislim kliknemo, ne? Smo na ti določeno točko, kam hočeš je dati, v prvo točko. Nekje začne. Lahko bolj v to smer, da bomo recimo škatlico napravili. Da monitor ostane cel. Daj ta prvo reči nekje višje, veš tudi, da bo druga, da bo tam. Tu, ok, v redu. Aj prva in pol damo add waypoint after, zdaj pa določimo, da bo v škatelci šel. Tako da morajo prav do nje, morajo do to. Kar še malo. To je super, zdaj da se vakuum naredi, ne? Ok, evo zdaj torej smo naredili nek premik, zdaj pa bomo dali, da se vključi prijemalo, ne? Torej gremo, imamo prav